Ali imaš rad teorije zarote? Za tiste, ki ne vedo, so teorije zarote prepričanja, da obstaja skrivna skupina ali vplivni ljudje, ki načrtujejo nekaj in to skrivajo pred javnostjo. A kar je presenetljivo, nekatere teorije zarote so se izkazale za resnične. In v tem videu bomo to raziskali. Obstajajo zgodbe, ki se zdijo skoraj neverjetne. Naprimer, nekoč so govorili, da je CIA ustvarila mačko z vgrajeno prisluškovalno napravo za vohunjenje. Nekateri pravijo tudi, da Apple namerno upočasnjuje delovanje nekaterih starejših iPhonov. Sprva so se te zgodbe zdele kot teorije zarote, toda ko so se pojavili dokumenti in analize, se je izkazalo, da je v nekaterih od teh nekaj resnice. Začnimo v času hladne vojne. To je bilo obdobje ostrega rivalstva med Združenimi državami Amerike in Sovjetsko zvezo za pridobivanje tajnih informacij. Delo vohunov je nevarno. Če je agent ujet, ga lahko zaprejo ali celo ubijejo. Zato je CIA iskala druge načine, kako prisluškovati skrivnim pogovorom, ne da bi se moral človek približati. Leta 1964 je CIA poskusila uporabiti mačko. Projekt so poimenovali Acoustic Kitty. Načrt je bil, da bi mački namestili majhen mikrofon in oddajnik. Ko se mačka približa ljudem, naprava na njenem telesu posluša njihov pogovor. Na papirju je bila to dobra ideja. Povsem običajno je videti mačko, ki se sprehaja zunaj. Ljudje ne bodo takoj posumili na mačko, toda obstaja ena preprosta težava. Ni lahko ukazati mački, kam naj gre. Med testiranji je mačka šla, kamor je sama želela. Tudi če naprava deluje, CIA ne more pričakovati, da bo mačka pristopila k pravi osebi ob pravem času. Zaradi tega so projekt leta 1902 ustavili. Leta 1967 Acoustic Kitty niso uporabili v pravi vohunski misiji. Obstaja tudi znana zgodba, da so mačko izpustili blizu sovjetskega veleposlaništva in jo je takoj povozil taksi. Vendar pa po besedah same CIA ta zgodba ni resnična. Projekt vohunske mačke pa je bil resničen. Vendar niso vse zgodbe, ki so krožile o tem, resnične. In tudi CIA se ni ustavila pri ustvarjanju nenavadne vohunske tehnologije. V 70-ih letih so naredili majhen leteči stroj, ki je bil videti kot kačji pastir. Poimenovali so ga Insectotopter. Bil je kot zelo majhen dron. Cilj je bil, da ga priletiš blizu tarče, da lahko prisluškuješ pogovorom, ne da bi ga zlahka opazili. Lahko je letel, vendar je bil zelo lahek. Če je bil veter nekoliko močnejši, je izgubil pravo smer. Zaradi tega Insectotopter ni bil praktičen za prave vohunske misije. Ta dva projekta kažeta, da je včasih zgodba, ki se zdi izmišljena, v resnici imela resnično osnovo. Po nekaj desetletjih se je pojavila nova obtožba, tokrat proti podjetju Apple. Veliko uporabnikov iPhona je opazilo, da se zdi, kot da se zmogljivost njihovega starega telefona zmanjšuje. Zaradi tega so se nekateri ljudje začeli spraševati, ali Apple namerno upočasnjuje stare iPhone, da bi stranke kupile nove modele. Dolgo časa ni bilo jasnega odgovora. Toda decembra 2017 je John Poole iz Geekbencha preučil zmogljivost številnih iPhonov. Opazili je, da so nekateri stari iPhoni z staro ali šibko baterijo počasnejši. Ko se baterija zamenja, se lahko tudi hitrejša zmogljivost telefona povrne. Kmalu zatem je Apple potrdil, da res uporablja programsko opremo za zmanjšanje največje zmogljivosti nekaterih iPhonov, kadar je baterija šibka. Vendar je Apple povedal, da imajo razlog, zakaj so to naredili. Ko baterija postaja starejša, se zmanjšuje njena sposobnost, da nenadoma zagotovi veliko moč. Ko baterija ne more več zagotoviti potrebne energije za telefon, se lahko iPhone nenadoma izklopi. Da bi zmanjšali takšne izklope, programska oprema v določenih primerih zmanjša moč, ki jo uporablja procesor. Predstavljajte si to kot staro igračo na baterije. Ko je baterija nova, lahko igrača deluje hitro. Ko pa je baterija šibka, se lahko igrača nenadoma ustavi, če poskuša uporabiti preveč energije. Zato programska oprema na iPhonu najprej zmanjša zmogljivost, da se telefon ne izklopi nenadoma. Velika težava pa ni le v tem, da so nekateri iPhoni postali počasnejši. Veliko strank je bilo jeznih, ker jim sprva ni bilo jasno, da to počne Apple. Uporabnik bi lahko mislil, da mora kupiti nov telefon, čeprav je težava pravzaprav v stari bateriji. Po kontroverziji je Apple postal bolj jasen glede stanja baterije na iPhonu. V stanju baterije lahko uporabnik zdaj vidi, ali je baterija že šibka in ali je to že vplivalo na delovanje telefona. Menjava baterije lahko prav tako pomaga, da se izboljša delovanje naprave. Tako da imata ti dve zgodbi pomembno lekcijo.
Res je, da je CIA poskušala narediti vohunsko napravo iz mačke. Prav tako je res, da Apple zmanjša zmogljivost nekaterih iPhonov, ko je baterija že šibka. In še ena. Naslednja zgodba pa govori o avtomobilu, ki je postal eden najbolj znanih varnostnih škandalov v Ameriki. To je Ford Pinto. V zgodnjih 70. letih je Ford želel narediti majhen in poceni avto, ki bi lahko konkuriral uvoženim vozilom. Zato so naredili Pinto. Hitro je postal priljubljen in veliko Američanov ga je kupilo. Toda ko je bilo na cestah vse več Pintov, se je pojavil resen problem. Ko je bilo nekaj Pintov močno udarjenih od zadaj, se je lahko poškodoval rezervoar za gorivo in gorivo je izteklo. Če je prišlo do iskre, se je lahko avto vnel. Rezervoar za gorivo pri Pintu je bil za zadnjo osjo in blizu zadnjega dela avtomobila. Pri nekaterih trkih so lahko rezervoar za gorivo zadeli tudi drugi deli podvozja. Zaradi tega je prišlo do nesreč, ki so povzročile požare, v katerih so ljudje umrli ali bili hudo poškodovani. Sčasoma je ameriška vlada začela preiskovati ta problem. Leta 1978 so varnostni organi povedali, da ima sistem za gorivo pri modelu Pinto težavo, ki lahko povzroči veliko iztekanje goriva, če vozilo doživi trk od zadaj. Ford je pristal na vpoklic približno 1,5 milijona vozil, Ford Pinto in Mercury Bobcat, da bi odpravili težavo. Tukaj se je začela širiti še bolj šokantna zgodba. Pravijo, da je Ford vedel, da je Pinto nevaren, vendar se je odločil, da ga ne bo popravil, ker naj bi bilo ceneje plačati odškodnine za umrle ali poškodovane, kot popraviti vse avtomobile. Obstaja pravi Fordov dokument, ki primerja stroške varnostnih izboljšav, stroški morebitnih smrti in poškodb. Res je, da je imel Ford Pinto resno varnostno težavo, kar je privedlo do velikega vpoklica. Ampak znana zgodba, da je Ford neposredno izbral denar namesto življenj ljudi, je preveč poenostavljena. Ford je res imel pravo analizo stroškov, vendar to ne pomeni, da je Ford namerno izbral, da ne popravi Pinta samo zato, da bi prihranil denar. Resnica je bolj zapletena. Velika težava je bila, da je Ford prodal že zelo veliko Pint, preden so dokončno rešili varnostni problem. Zato je primer Pinta pokazal, da ni dovolj, da je izdelek le v skladu z osnovnimi varnostnimi pravili. Podjetje mora tudi zagotoviti, da je izdelek res varen za uporabo. Če se pojavi resna nevarnost, je odgovornost podjetja, da to hitro razišče in odpravi. In zdaj, po avtomobilu, pojdimo še k hrani. Veliko ljudi je verjelo, da je maščoba glavni problem, ko gre za bolezni srca. Kasneje pa so se pojavili stari dokumenti, ki so pokazali, da je obstajala velika skupina iz industrije sladkorja. Tiho so pomagali pri raziskavah o sladkorju in srčnih boleznih. V 60. letih prejšnjega stoletja je med znanstveniki potekala velika razprava o vzrokih za srčne bolezni. Nekateri raziskovalci so se osredotočali na nasičene maščobe, drugi pa so preučevali, ali ima prekomeren sladkor prav tako velik vpliv. To je bilo zelo pomembno za industrijo sladkorja. Če bi javnost verjela, da prekomeren sladkor škoduje srcu, bi se lahko zmanjšal nakup sladkih živil in pijač. Leta 1965 je Fundacija za raziskave sladkorja, skupina, ki jo je podpirala industrija sladkorja, plačala znanstvenikom z Harvarda, da pripravijo pregled o sladkorju, maščobah in srčnih boleznih. Pregled ni bil nov eksperiment. Preučili so raziskave, ki so jih že upravili drugi znanstveniki in nato iz teh raziskav naredili zaključke. Težava je bila v tem, da javnosti niso povedali, da so raziskave v resnici plačala podjetja iz sladkorne industrije. V tistem času pravila glede razkritja, kdo je financiral raziskave, še niso bila tako stroga. Njihova študija je bila objavljena leta 1967. In tukaj so še posebej poudarili, da so nasičene maščobe glavni vzrok za srčne bolezni. Po njihovem mnenju ima sladkor le manjši vpliv in manj dokazov, da povzroča to bolezen. Po mnogih letih so raziskovalci našli stara pisma med Fundacijo za raziskave sladkorja in harvardskim znanstvenikom. Dokumenti so pokazali, da je sladkorna industrija plačala raziskavo. Prav tako so jim dali študije, ki so jih želeli, da jih raziskovalci uporabijo, in videli so osnutek, preden je bil dokončno objavljen javnosti. In leta 2016 so raziskovalci z Univerze v Kaliforniji v San Franciscu objavili svojo analizo teh starih dokumentov. Raziskovalci so ugotovili, da je morda sladkorna industrija pomagala preusmeriti krivdo sladkorja na maščobe. Vendar to ne pomeni, da so nasičene maščobe varne in da je slab samo sladkor. Oboje je treba omejiti, če jih je preveč. Pomembno je poudariti, da javnosti ni bilo jasno, da je sladkorna industrija dejansko financirala raziskavo. Zato ljudje ne vedo, da imajo tudi podjetja korist od rezultatov raziskave. Tu lahko vidimo, zakaj je pomembno vedeti, kdo je financiral raziskavo.
Ni dovolj, da je univerza ali znanstvenik znan. Jasno mora biti tudi, kdo je plačal in kako je bila raziskava izvedena. Obstaja še ena zgodba, ki zveni kot znanstvena fantastika, ko jo prvič slišiš. Pravijo, da lahko vlada nadzoruje vreme. Resnica je, da nobena vlada ne more popolnoma spremeniti vremena, kadarkoli si to zaželi. Vendar obstaja tehnologija, ki lahko poskuša povečati količino dežja iz oblakov. Temu pravimo sejanje oblakov. In včasih so to res uporabljale Združene države kot del vojaške operacije. Med vietnamsko vojno je bila Ho Chi Minhova pot velika težava za Združene države. To ni bila samo ena cesta. To je bila velika mreža cest v Vietnamu, Laosu in Kambodži, ki so jo uporabljale severno-vietnamske sile za prevoz hrane, orožja in vojakov. Ameriška vojska je opazila, da so ceste postale blatne in teže prevozne za tovornjake, kadar je močno deževalo. Zato so se odločili, da bodo poskusili v nekaterih območjih povečati količino padavin. Tukaj se je začel skrivni program imenovan Projekt Popeye, danes bolj znan kot Operacija Popeye. Ameriška vojska je uporabila sejanje oblakov. Letala so v primerne oblake spuščala majhne kemične delce, da bi poskušali povečati količino dežja. To ne pomeni, da lahko ustvarijo dež, če sploh ni oblakov. Najprej je potrebna prava vrsta oblakov in vreme, da bi imel postopek sploh možnost delovati. Cilj operacije Popeye je bil povečati količino vode na določenih oskrbovalnih cestah, da bi se ceste zmehčale in bi imeli sovražni tovornjaki težave pri prehodu. Behanska operacija se je začela leta 1967 in trajala do leta 1972. Operacija je bila dolgo časa skrita pred javnostjo. Ko so za to izvedeli novinarji in zakonodajalci, se je v Ameriki razvila velika razprava o uporabi spreminjanja vremena v vojni. Leta 1974 je bil nekdanji tajni program za spreminjanje vremena obravnavan kar v ameriškem senatu. Vendar je pomembno, da je ena stvar jasna. Ni bilo dokazano, da bi operacija Popeye lahko nadzorovala celotno vreme v Vietnamu. Njegov namen je bil poskušati povečati količino dežja v izbranih oblakih. Težko je tudi ugotoviti, kakšen je bil dejanski učinek, saj je v času monsunov dežja naravno veliko. Zaradi strahu, da bi države lahko uporabile okolje kot orožje, so Združeni narodi sprejeli mednarodni sporazum. Imenuje se NMOD in je bil odobren leta 1976. Odprt je bil za podpis leta 1977 in je začel veljati leta 1978. Prepoveduje uporabo okoljskih sprememb kot orožja, kadar lahko povzročijo obsežno, dolgotrajno ali hudo škodo. Ne prepoveduje vseh oblik miroljubnega sejanja oblakov. Zato še danes nekatere države še vedno uporabljajo sejanje oblakov, da bi poskušale povečati količino padavin ali pomagale pri oskrbi z vodo. Zato ima zgodba o vladi in spreminjanju vremena resnično osnovo. Vendar to ne pomeni, da lahko vlada ustvari tajfun, spremeni celotno podnebje ali nadzoruje vreme, kadarkoli želi. Dokazano se je zgodilo nekaj bolj preprostega. Ameriška vojska je med vietnamsko vojno uporabila sejanje oblakov, da bi poskušala povečati količino padavin na določenih območjih. In zdaj naslednja zgodba ni o vremenu. Gre za versko organizacijo, katere člane so ujeli, ko so skrivaj vstopili v pisarne ameriške vlade. Skupina je Scientološka cerkev. Scientologija se je začela z idejami L. Rona Hubbarda, ameriškega pisatelja. V 50. letih prejšnjega stoletja je skupina rasla in kasneje ustanovila cerkve ter organizacije na različnih krajih. Ko je Scientologija rasla, je imela tudi veliko težav z nekaterimi vladnimi agencijami. Eden največjih sporov je bil glede davkov. Leta 1967 je ameriška davčna uprava, IRS, odvzela davčno oprostitev glavni scientološki organizaciji v Kaliforniji. Status davčne oprostitve je poseben status, ki nekaterim verskim in dobrodelnim skupinam omogoča oprostitev določenih davkov. Kasneje je ameriško davčno sodišče podprlo odločitev IRS in navedlo, da ima organizacija obsežno komercialno dejavnost ter da je denar šel tudi nekaterim njenim glavnim uradnikom. Toda nekateri uradniki Scientologije niso vodili le pravne bitke. V 70. letih so izvedli tajno operacijo imenovano Operation Snow White. Njihov cilj je bil pridobiti in spremeniti vladne zapise o Scientologiji in o L. Ronu Hubbardu. Da bi to dosegli, so nekateri člani Scientologije na skrivaj vstopili v vladne urade, vzeli dokumente in uporabili različne metode. Da bi pridobili informacije, do katerih ne bi smeli imeti dostopa, so bili med cilji tudi IRS in Ministrstvo za pravosodje. Predstavljamo si preprosto, kot da obstaja organizacija, ki ji ni všeč, da ima vlada zapise o njih.
Namesto da bi šli po zakoniti poti, so na skrivaj poslali svoje člane, da pridobijo vladne dokumente o Scientologiji. Ta skrivni načrt so poimenovali Operation Snow White. Cilj tega je bil pridobiti ali spremeniti vladne zapise, ki bi lahko povzročili težave za Scientologijo. Ker je bilo njihovo dejanje nezakonito in je bilo prizadetih veliko vladnih uradov, je Operation Snow White postala velik primer. Leta 1976 so ujeli 2 člana Scientologije, ko sta uporabljala lažno identifikacijo za pridobitev vladnih dokumentov. Od tam naprej se je preiskava še poglobila. Julija 1977 je FBI preiskal več pisarn Scientologije in pridobil ogromno dokumentov o tajni operaciji. Ti zapisi so pomagali pokazati, kako obsežno je bilo delovanje urada varuha dela Scientologije, ki je takrat skrbel za obveščevalne in pravne težave organizacije. Kasneje je bilo 11 visokih uradnikov Scientologije obsojenih v primerih povezanih s krajo vladnih dokumentov, vmešavanju preiskave in druge nezakonite dejavnosti. Med njimi je bila tudi Mary Sue Hubbard, žena L. Rona Hubbarda in ena najvišjih uradnic organizacije v tistem času. Med njimi je bila tudi Mary Sue Hubbard, ena najvišjih uradnic organizacije v tistem času, čeprav je bila omenjena kot neobtožena sozarotnica. To pomeni, da so jo tožilci vključili v svoj opis zarote, vendar ji niso pripeljali na sodišče kot obtoženko. Tako da resnično dogajanje ni preprosta zgodba o tem, da je Scientologija nadzorovala ameriško vlado. Vlade niso vodili oni. Dokazano je bilo, da so nekateri uradniki in člani Scientologije izvedli tajno operacijo, da bi vstopili v vladne urade in pridobili dokumente. To je velika razlika. Nezakonito vdiranje je resnično, vendar ni dokazov, bi Scientologija prevzela celotno ameriško vlado. Zdaj pa pojdimo k še eni znani zgodbi o vplivnih ljudeh. V Kaliforniji obstaja zasebni klub imenovan Bohemian Club. Ustanovljen je bil v San Franciscu leta 1872. Sprva je bil znan kot družabni klub pisateljev, umetnikov in novinarjev. Sčasoma pa so se mu pridružili tudi številni poslovneži, odvetniki in politični voditelji. Kasneje je klub pridobil veliko zasebno posestvo v gozdu rdečih sekvoj v severni Kaliforniji. To so poimenovali Bohemian Grove. Vsako poletje se tam zbirajo člani in povabljeni gostje na večtedenski umik. Sčasoma so se v gaju udeleževali nekdanji predsedniki ZDA, vladni uradniki in veliki poslovneži. Ker je kraj zaseben in novinarji nimajo prostega dostopa, se je o tem razvilo veliko teorij zarote. Ena izmed najbolj pogosto omenjanih stvari je nenavadna ceremonija imenovana upepelitev skrbi. Na tej ceremoniji so veliki kostumi, glasba in velik kip sove. Prinesajo tudi simbolično figuro, ki predstavlja skrb oziroma težave in stres vsakdanjega življenja. Na koncu ceremonije figuro zažgejo kot simbol začasnega odlaganja težav, medtem ko so na umiku. Ker je videz ceremonije nenavaden, je lahko pomisliti, da ima globlji ali nadnaravni pomen. Toda razpoložljivi dokazi kažejo, da gre za gledališko tradicijo kluba in to ni dokaz človeškega žrtvovanja ali drugih nadnaravnih dejavnosti. Leta 1989 je novinar Philip Weiss vstopil v Bohemian Grove in pisal o tem, kar je videl za revijo Spy. Opisoval je vplivne goste, govore, družabna srečanja in nenavadne tradicije kluba. Zaradi tega je več ljudi videlo, da res obstaja zasebno zbiranje najvplivnejših moških. Toda tukaj moramo biti previdni. Bohemian Grove res obstaja. Res je, da se dogodkov udeležujejo vplivni politiki in poslovneži. Prav tako je resnična tudi obred sežiga skrbi, vendar pa ni trdnih dokazov, da skupina na skrivaj izbira predsednike. Začenjajo vojne ali nadzorujejo ves svet. Možno je, da imajo vplivni ljudje pomembne pogovore, ko so skupaj. Toda pa je to drugače, kot če bi rekli, da so oni tisti, ki skrivaj odločajo o vsem, kar se dogaja. Zato je v teh 3 zgodbah enaka pomembna lekcija. Obstajajo teorije zarote, ki se začnejo, ker obstaja pravi skrivni projekt, resnična nezakonita operacija ali resnično zasebno srečanje. Toda ko se zgodba razširi, se pogosto doda še trditve, za katere ni več jasnih dokazov. Najboljši način, da izvemo resnico, je, da ne verjamemo takoj in se tudi ne posmehujemo takoj. Najprej si oglejmo dokumente, sodne zapise in druge dokaze. Dahil minsan, ang pinakakakaibang Del zgodbe se je res zgodil. Včasih pa je resnični dogodek veliko bolj preprost kot teorija zarote, ki je nastala okoli njega. Še en resničen primer, ki je dolgo časa zvenel kot teorija zarote, je MK Ultra.
Med hladno vojno so se Združene države Amerike bale, da bi lahko Sovjetska zveza in Kitajska našli način za nadzor ali manipulacijo človeškega uma. Zato je leta 1953 CIA začela skrivni program imenovan MK Ultra. Cilj CIA je bil preučiti, ali je mogoče z drogami in drugimi metodami spremeniti vedenje, spomin in razmišljanje posameznika. Ena izmed najpogosteje uporabljenih drog je bil LSD, močna halucinogena droga, ki lahko spremeni, kaj človek vidi, sliši in čuti. Velika težava je bila, da so nekatere eksperimente izvajali na ljudeh, ki sploh niso vedeli, da so del testa. Nekaterim ljudem so dali LSD, ne da bi jim to povedali. Eksperimente so izvajali tudi v bolnišnicah, na univerzah in na drugih mestih z denarjem, ki ga je zagotovila CIA. V nekaterih primerih ljudje, ki so sodelovali, sploh niso vedeli, kdo v resnici stoji za raziskavo. Na primer, predstavljaj si, da ti dajo pijačo, pa ti ne povedo, da vsebuje močno drogo. Na to pa so raziskovalci opazovali, kako se spreminja tvoje vedenje in razmišljanje. Tako resen je bil etični problem v nekaterih delih projekta MK Ultra. To ni bil preprost znanstveni eksperiment, ker so bili ljudje, ki niso dali jasnega soglasja. V 70. letih prejšnjega stoletja se je začel razkrivati ta skrivni program. Preiskava je postala še težja, ker je leta 1973 nekdani direktor CIA Richard Helms ukazal uničiti veliko dokumentov MK Ultra. Vendar pa nekateri finančni dokumenti niso bili uničeni. Zaradi tega so preiskovalci še vedno našli dokaze o številnih podprojektih. Leta 1977 je v ameriškem senatu potekala obravnava o MK Ultra. Tukaj je javnost še bolj jasno izvedela, da je CIA res uporabljala skrivne poskuse za preučevanje spreminjanja človeškega vedenja. Vendar je pomembno, da je ena stvar jasna. Ni bilo dokazano, da je CIA ustvarila napravo ali drogo, ki bi lahko natančno nadzorovala človekov kot z daljinskim upravljalnikom. Dokazano pa je bilo, da je CIA res izvajala skrivne poskuse, pri katerih so uporabljali droge in druge metode, da bi poskušali ugotoviti, ali je takšna vrsta nadzora sploh mogoča. Torej, resnični del zgodbe je, da CIA ni uspela ustvariti orožja za nadzor uma. Prava resnica je, da so res poskušali najti način, kako manipulirati z mišljenjem in vedenjem ljudi, ter so izvajali teste, ne da bi ljudje, ki so sodelovali, to sploh vedeli. Druga zgodba je še težja, saj je trajala skoraj 40 let. To je bila študija sifilisa v Tuskegiju v Združenih državah. Leta 1932 je ameriška javna zdravstvena služba začela študijo v okrožju Macon v Alabami. Raziskovalci so želeli preučiti, kaj se zgodi s telesom, če sifilisa ne zdravimo. Sifilis je okužba, ki lahko povzroči resne težave v telesu, če jo zanemarimo, in so jih pustili brez zdravljenja. V študijo je bilo vključenih 600 temnopoltih moških, 399 od njih je imelo sifilis, 201 pa ga ni imelo. Veliko teh moških je bilo revnih kmetijskih delavcev. Niso vedeli, kaj pravzaprav študija počne in niso dali informiranega soglasja, kot to danes zahteva medicinska raziskava. Na začetku študije še ni bilo enostavnega in zanesljivega zdravila za sifilis, vendar se je to spremenilo v 40 letih, ko je penicilin postal učinkovito zdravljenje. Tukaj je problem postal še resnejši. Čeprav je zdravilo že obstajalo, raziskovalci moškim s sifilisom niso dali ustreznega zdravljenja, ker so želeli še naprej opazovati, kaj se bo zgodilo. Če bolezni ne zdravimo, si predstavljamo to preprosto. Kot da bi zdravnik vedel, da obstaja zdravilo za tvojo bolezen, pa ti ga ne bi dal, ker bi želel opazovati, kako huda bo bolezen, če jo pusti pri miru. Moškim tudi niso jasno povedali, da imajo sifilis. Študija se je nadaljevala več let, medtem ko so nekateri udeleženci zboleli še huje. Okužile so se tudi žene, nekateri otroci pa so se rodili že z okužbo. Leta 1972 je javnost izvedela, kaj se dogaja. Nato je zgodba prišla v medije. Prišlo je do velikega ogorčenja in preiskave. Študijo so ustavili po 40 letih. Ta škandal je postal eden najpomembnejših razlogov, zakaj so Združene države izboljšale pravila za zaščito ljudi, ki sodelujejo v medicinskih raziskavah. Leta 1974 je bil sprejet nacionalni zakon o raziskavah. Kasneje so uvedli tudi bolj jasna pravila glede informiranega soglasja in pravic udeležencev raziskav. Zato zgodba o Tuskegiju ni o neki skrivni bolezni, ki jo je ustvarila vlada. Ne gre tudi za to, da bi moškim v študiji namerno dali sifilis. Večina jih je imela sifilis že preden so bili vključeni v raziskavo. Pravi škandal je bil v tem, da so raziskovalci vedeli, da imajo moški bolezen. Študije niso ustrezno pojasnili in niso zagotovili učinkovitega zdravljenja, čeprav je to že obstajalo.
Hvala.